Morje tukaj pri nas ni od vekomaj, v bistvu morje je nazadnje sem prišlo pred približno 10.000 leti in to pomeni, da se ves ta čas na dnu morja odlagajo sedimenti, ki so v bistvu tudi ena taka knjiga zapisa vseh sprememb, ki se dogajajo okoli tega morja. Na oddelku za geologijo na Naravoslovno-tehniški fakulteti se že zadnjih 5 let malo bolj poglobljeno ukvarjamo s tem. Sicer smo začeli z uporabo geofizikalnih metod, te nam v bistvu posredno omogočajo, da, če zelo poenostavim, vidimo geološko zgradbo sedimentov morskega dna. V zadnjem času smo pa ugotovili, da to ni dovolj in da potrebujemo tudi vzorec pravega sedimenta, da točno vidimo, kaj se spodaj dogaja. In smo zato začeli tudi z uporabo opreme, ki nam omogoča odvzemanje sedimentnih jedrov. Obstaja več načinov, kako morske sedimente dobimo iz morskega dna in da jih prenesemo v laboratoriju. In najboljši način je tako imenovan batni jedrnik, ki ga vidite tukaj za mano. Zdaj, mi smo na eni platformi, zelo važno je, da je zelo stabilna platforma in da se zelo dobro usidrana, da se nikamor ne premika. Potem je pa ta batni jedrnik sestavljen iz posebnih cevi in enega bata, se pravi, ki ga spustimo na morsko dno in potem bat s posebnim mehanizmom zaklenemo in v sediment vtiskujemo cev. Te cevi so 2-metrske dolžine in ko pride bat do vrha, mi to zaznamo na mašini in potem celo jedro potegnemo ven in je lepo napolnjeno od spodaj do zgoraj z nepoškodovanim sedimentom. Zdaj tukaj v tem delu pričakujemo globino teh sedimentov, ki nas zanimajo, približno 11-12 metrov. Veliko raziskav je bilo narejenih na teh zgornjih delih morskih sedimentov, kjer je pa zelo močen ta vpliv človeka opazen, seveda, ampak do zdaj pa ni še noben v bistvu naredil celotnega prereza od zadnjih 10.000 let do v bistvu do danes, da bi bil en tak zvezen pregled. Do sedaj pa se je videlo marsikaj. Videl se je prehod iz rečnih okolij v morska. Prav za območje Tržaškega zaliva je značilno, da se v sedimentih vidi, kdaj je bila aktivna topilnica živega srebra v Idriji. Delci, ki so vsebovali živo srebro, so prišli preko Soče v Tržaški zaliv in se seveda tudi usedli na morsko dno. Pričakujemo pa tudi marsikakšen drug tak znak človekovega vpliva. V zadnjem obdobju pa precej popularna tudi mikroplastika in sigurno lahko pričakujemo, da bomo delce mikroplastike lahko videli tudi v naših sedimentih. Projekt zapis okoljskih in človekovih vplivov na sedimente Tržaškega zaliva je financiran v sklopu Slovenske agencije za raziskovanje, ARRS, in traja 3 leta.